Zdi se mi pomembno, da tudi vemo, kaj je dodatna strokovna pomoč, ki se izvaja v večinskih šolah. Tako da opredeljena je kot pomoč za premagovanje primanjkljajev in pa tudi kot učna pomoč, čeprav ni to izključno učna pomoč, ne? Kakšne so tvoje izkušnje, Polona? Ja, se pravi, tako kot si že ti povedala, se pravi, se deli na pomoč za odpravo primanjkljajev, ovir oziroma motenj in na učno. Poleg tega pa zdaj učencem pripada še 1 ura svetovalne storitve. In ta ura je pač namenjena v bistvu usklajevanju vseh članov tima, ki delajo z otrokom, seveda skupaj s starši, in staršem. Ta pomoč za odpravo primanjkljajev v bistvu običajno izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog. To je razlika, učno pomoč pa običajno, lahko jo tudi izvaja specialni pedagog, ampak običajno jo pa izvaja učitelj in je namenjena pomoči pri usvajanju učne snovi. Ta pomoč za odpravo primanjkljajev je pa na primer, če imamo učenca, ki ima težave na področju pozornosti, z ohranjanjem koncentracije, namenjena tudi vajam za odpravo le-teh in še krepitvejo močnih področij. In je v bistvu v tem razlika. Učna pomoč je običajno bolj vezana na pomoč pri učni snovi. Pod to pomoč za odpravo primanjkljajev seveda pogosto tudi vežemo nekako na eno učno snov, recimo, ali pa če ima otrok težave z grafomotoriko, pač dela specialni pedagog, pogosto na tisti snovi, ki jo obravnavajo v razredu, ampak da dela kakšne tudi posebne vaje, da da na večjo podlago ali pač v različne, da piše da učenec piše na različne podlage, pač na te, da uporablja v bistvu te različne strategije in različne metode. Se pa pogosto seveda učitelji tudi, ko izvajajo učno pomoč, lahko poslužijo kakšno metodo, kakšno strategijo, ki jo tudi specialni pedagogi svetujejo in delamo, pač tako. Je pa v osnovi ta razlika, da je učna pomoč je bolj usmerjena na tisto učno snov. Ta pomoč za odpravo primanjkljajev je pa bolj za primanjkljaje, seveda pa ne delamo čist izven učne snovi, ampak na oni učni snovi, s tem, da pač še gradimo in na teh, rekla, na učenčevih močnih področjih, da jih krepimo, da ga še bolj spodbujamo, pogosto tudi pač na samopodobi, ki je dostikrat šibkejša pri teh učencih, poleg tega pa pač na teh šibkejših področjih jih opomočimo. Seveda je pa tudi v odločbi opredeljeno, ali otrok potrebuje dodatno strokovno pomoč in je napisan profil izvajalca, ali izključno učno pomoč. Tako. Je tudi v odločbi so točno določeno število ur, ki je največ 5 ur na teden, skupaj s to svetovalno storitvijo. Tako, lahko je pa samo 1 ura plus 1 ura svetovalne. Jaz bi še samo nekaj dodala. Včasih se mi zdi, da družine doživljajo strah pred tem postopkom in pa zdaj bo pa moj otrok imel dodatno strokovno pomoč ali učno pomoč, nekdo ga bo v njem bo diskriminiran. Mislim, da imamo tukaj izvajalci te dodatne strokovne pomoči in pa učitelji s svojim medsebojnim odnosom moč vplivati na to doživljanje otroka. Recimo, pri mojih primerih se je zelo dobro izkazalo, kadar sem vključena v skupino kot nek član oddelka, da otrok bolje doživlja ta DSP. Celo se včasih zgodi pozitivna diskriminacija, da bi pa še kdo drug šel zraven. Tako, tudi podobno, ja.
In res drugače se mi zdi, da od celoten oddelek gleda na to. Sploh, če recimo kakšno vajo, sploh gibalno aktivnost potreniraš individualno in jo pol vneseš v razred, kjer lahko ta učenec potem pokaže to svoje močno področje ali pa to veščino, ki jo je pridobil, se mi zdi, da se tudi pri ostalih potem ta želja razvija, da bi šli kam individualno ali pa vsaj spremeni odnos do tega individualnega dela, ne? Se res v celoti strinjam, ja. Res je to zelo pomembno, da se pač izvajalci te dodatne strokovne pomoči čim bolj vključujejo tudi v celoten oddelek, recimo tudi, da grejo na kakšne dneve dejavnosti ali pa razredne ure in tako. In v bistvu se mi zdi, da sploh učenci nižje triade je tako, se zelo rado dogaja, tako kot si rekla, no? Da si še drugi želijo iti. Zdaj je to tudi kar precej pogosto, ima 5 do 10% učencev ima pač odločba, tudi v Sloveniji, in je tako, da je res pogosto in se mi pač po mojih izkušnjah je zdaj tega izrazito manj, kakor je bilo recimo, ne vem, pač 20 ali pa še več let nazaj, no. Ja. Neke segregacije teh otrok, ne. Ko je otrok vključen v nek program izobraževanja, mu je z odločbo potrebno nastaviti individualiziran program. Ne? To je program, v katerem se opredelijo metode dela, oblike dela s tem otrokom, načini napredovanja, različne prilagoditve, časovne, prostorske in tako naprej, ne? Pri preverjanju in ocenjevanju, mogoče je to pri učencih, ja, ki niso pač predšolski, je to pač mogoče staršem zelo pomembno oziroma med pomembnejšimi. Je pa tudi ta IP spremenljiv dokument, ni fiksen, ko ga na začetku šolskega leta nastavimo, tako da vkolikor se izkaže, da bi bilo potrebno še kakšne druge metode uvajati ali da so kakšne druge oblike podajanja snovi bolj primerne za dotičnega otroka, se lahko to dodatno vpiše, ne? Tako, je živ dokument, ki ga lahko pač vse skozi, ki ga je običajno seveda na starost potrebno pač spreminjati. Tudi lahko se noter dodajo načini realizacije, recimo za gibalno oviranega otroka, izletov, dnevov dejavnosti, kakšnih prilagoditev bo tam deležen, ne, šole v naravi, tako da to je res živ dokument, no.